Kljub vsem ukrepom so številke okuženih s covidom visoke. Krivulje okužb lezajo navzgor hitro in nepričakovano kot petkovi protestniki na Triglav. Nihče pa zares ne ve kam in do kam. Kakšne so zadnje novice in govorice s terena, nam bo povedal človek, ki je na terenu vedno in non-stop, Miran Šanka. Miran, pozdravljen, se slišimo. Tilen, slišimo se. Kar se pa tiče teh novic okrog teh covid krivulj, boš pa žal mogel enega drugega vprašati. Jaz namreč ne vem čist nič. Čist nič, Miran, pa dej, no. Žal, Tilen, nič, nada, nula, ništa, resno, nimam pojma. Niti ene stvari o teh covid krivuljah ne vem. Sem pa marsikaj slišal. No, se to nas zanima, no, kaj si slišal? Jaz? Ja. Nič. No, razen to, da zdaj obstaja par teorij, v kakšni obliki bo krivulja za ta četrti val. Eni pravijo, da bo v obliki pisane črke I, to se pravi hiter gor, pa hiter dol, kar bi bilo idealno, ker pa bi se lahko že novembra začeli pripravljati za peti val. Milina, kaj češ lepšega. Drugi spet pravijo, da bo krivulja taka, kot če greš na Krk v četrtek, nazaj pa v nedeljo. Gor gre hiter, dol pa zelo počas. Opcija je tudi krivulja slovenska plača. Vsake toliko časa malo gor, ampak ko pogledaš na dolgi rok, pa vidiš, da stalno pada, a ne? Eni tudi pravijo, da bo v igri tako imenovana krivulja trenutna vlada. Hiter gor, pa se ti zdi, da bo že zdavnej padal, še kar traja. Ampak, kakor sem rekel, jaz ne vem, sicer pa veš, kaj pravijo, a ne? Vsaka črta, ki jo narišeš brez ravnila, je krivulja. Aha, kdo to pravi? Nimam pojma, Tilen, nikoli slišal. Zakaj sprašuješ? Dobro, Miran, kaj pa posledice teh krivulj? Zaenkrat predstavniki stroke in vlade pravijo, da novih zapiranj ne bi bilo. A tako pravijo? Fajn, ko jaz nič ne vem. Jaz sem pa slišal čist drugače. Kakor sem jaz slišal, če bo res kriza, bojo delali odprto zaprtje. Se pravi, vse bo odprt, razen ljudi. Ne bojo več zapirali lokalov, ampak bojo zapirali vhodna vrata. Vsak dan, ko prideš domov, te bojo lepo zaklenili zunanje strani, pobrali ključe in živijo. Zjutraj ti pridejo odklent, da greš lahko na šiht. Tako bojo lahko gostinci ostali odprti, hkrati pa se zadeva ne bo širila, ker ambeda ne bo mogel od doma. Volk sit, folk žejen, rešeno. A ja, pa ta novi vladni semafor bomo dobili. Aha, kakšen pa ta nov vladni semafor, kaj to? Kaj? A bo nov semafor? Res? Kje si pa to slišal? Ja, to si ti rekel, Miran, ravno kar, ne? Jaz? Ja. To se mi zdi kar malo neverjeten, veš, Tilen, ker jaz o semaforih vladnih ali pa čisto običnih ne vem čist nič. No, razen to, kar pravijo, da je folk zdaj že toliko navadil teh rumenih pa rdečih faz, da enostavno več ne upoštevajo nič. Zato bojo zdaj uvedli nov semafor, ki bo imel samo 4 črne faze. Panika, totalna panika, konc panika pa bežmo. No, pa to pravijo, da bo zdaj počas manjkalo teh grških črk za označevati seve in da bo EU plačal Grkom, da dodajo še ne 25 črk v abecedo. To se mi zdi kar malo neverjetno, Miran, no, ampak ne vem. Meni tudi, zato pa ne govorim o teh stvareh, Tilen. To sem ti že na začetku povedal. Dobro, Miran, hvala za vse te skoraj informacije. Lep pozdrav za Šank in se slišimo naslednjič. Prav? Mislim, naslednjič. Kaj da bom jaz naslednjič tukaj, a ne? Kaj pa vem, Tilen, kje bom? Nimam jaz časa non-stop viseti takole za Šankom pa čakati, da vi pokličete, a ne? Drugače sem pa itak kle, sam ti poklič pa se slišimo, a ne?